lahko rečem, na dnu. Praktično brez idej, brez vsega. Kaj je potem se zgodilo? Kakšni prelomni trenutki so se zgodili 3 leta nazaj, da ste kljub vsemu zbrali dovolj energije in začeli pisati novo zgodbo logističnega centra? Najprej so lastniki določili, da je potrebno doseči, denimo sedaj govorimo o 9–10% stopnji donosnosti. Na dolgi rok. Na dolgi rok. Narejena je bila analiza te logistične dejavnosti in ne nazadnje, kar je verjetno najpomembnejše, določen je bil nov menedžment za vodenje te poslovne enote BTC-ja. Pri vsem tem ste se posluževali predvsem lastnega znanja. Kako ste naredili ta večji preskok naprej? Kajti razlika, če gledamo logistični center izpred 3–4 let in danes, je seveda očitna tudi povsem nestrokovnim in nepoznavalcem te dejavnosti. Jasno je, da nič nismo pustili inerciji, neki intuiciji in nečemu podobno. Vse je bilo v zadnjih 3 letih vodeno, lahko bi rekel, projektno. Pri tem smo aktivno sodelovali tudi z zunanjimi strokovnimi sodelavci, ki se spoznajo na projekte, ki znajo voditi, ki so v naše razmišljanje vnesli tiste motive in tista znanja, ki jih do sedaj nismo imeli. To velja tako za področje odnosa z človeškimi viri, odnosa z sodelavci in pa, kar je najbolj pomembno, odnosa do novih poslovnih partnerjev, do postavitve na trgu. Torej, katere so tiste ključni elementi, ki bi jih izpostavili iz vaše nove razvojne zgodbe? Na kaj ste se naslonili? Kaj je tako drugačnega v primerjavi z starim načinom dela? Preanalizirali smo poslovne partnerje, na eni strani tiste, ki jih že imamo, ki smo jih že imeli v hiši, in pa potencialne poslovne partnerje. Odločili smo se za aktivno tudi komercialno politiko, za pridobivanje novih partnerjev, predvsem pa smo morali ogromno počistiti po domači hiši, če temu tako rečem. To pomeni urediti organizacijo, notranjo organizacijo. Dejstvo je, da ISO standard smo imeli že prej, vendarle treba je bilo urediti, postaviti prave ljudi na pravo mesto in pa postaviti, kar sedaj vidimo, da je ena od najpomembnejših zadev, informacijsko tehnologijo. In kaj je pol tisto, kar je dalo naboj, da ste kljub vsemu to lahko speljali? Izredno dobro skomunicirani cilji. Če ciljev delavcem ne bi povedali, pol bi verjetno rekli, da se te igre pa ne gremo, pa je boljše, da nas uprava proda oziroma lastniki prodajo. Moram reči, da delo z ljudmi in komuniciranje ciljev družbe oziroma ciljev logističnega centra je tisto, kar je verjetno najbolj potegnilo pri delavcih. Ali ste v pripravo teh ciljev in teh ključnih strategij vključevali tudi zaposlene? Seveda. Dokaj nenavadno je bilo to vključevanje, kajti samo za primer povem, pri pripravi plana za naslednje leto smo pozno jeseni šli 25 do 30 vodilnih delavcev na delavnico, kar je bilo nepojmljivo za našo kulturo. To predstavlja več kot 20% zaposlenih. 20% zaposlenih, 2 dni nekam se zaprt, delati strokovno, strateško, z vsakim delavcem posebej in iz teh delavnic moram reči, da je prišel vsako leto res konkreten, učinkovit plan, za katerem je stalo ne samo vodstvo poslovne enote, ampak praktično vsi odgovorni delavci. In s tem so se potem zaposleni tudi poistovetili? Seveda. Saj to je, lahko bi rekel, igra z zaposlenimi. Če upoštevaš njihove ideje, če upoštevaš njihove sugestije, kaj oni vidijo, da je treba narediti, in to vključiš, vkomponiraš vsebinsko v plan, je seveda mora biti na tvoji strani. Ker potem je to, on se čuti, je njegova igra, je naša, je skupna igra. Spremenjen odnos do zaposlenih in njihova aktivna vloga v pripravi strateških planov in kasneje tudi v sprejemanju strateških odločitev je vsekakor vplivala tudi na vašo kulturo, kot kulturo, poslovno kulturo, sobivanja vseh zaposlenih, menedžmenta in nenazadnje tudi že preomenjenih lastnikov.
Kaj vse ste še uporabili kot orodje oziroma s čim vse ste se še spoprijeli pri spreminjanju in nadgrajevanju te kulture? Kar nekaj elementov bi lahko tu naštel. Eno je čisto poslovna organiziranost, vsakdanja ali pa vsakotedenska organiziranost dela, ko potekajo kolegiji, strokovni sestanki ob točno določenem času na vseh nivojih. Tega prej ni bilo, ker tudi ni bilo nobenega prenosa izkušenj, znanja in tudi ne delegiranja nalog. Sedaj je to povsem jasno opredeljeno, kdo je odgovoren, kdo vodi igro, kdo odgovarja, kdo pije, kdo plača. To je na eni strani, na drugi strani smo pa proti delavcem, kajti naše delo je 170 delavcev je pri nas zaposlenih, od katerih je 90% sigurno povsem operativnih, skladiščniki, viličaristi in komisionarji v pretežni meri. Njihovo delo smo, zahvaljujoč naši novi informacijski tehnologiji, praktično v celoti lahko spremljamo. In to egzaktno po številkah, po kosih, ki komisionarji naberajo, po številu palet, ki jih prepeljejo viličaristi. Vse to nam je omogočilo, da smo skupaj z sindikatom družbe in skupaj z svetom delavcev v soglasju z njimi točno opredelili kriterije za njihovo nagrajevanje. Kakšen efekt je to imelo med zaposlenimi? Zelo dober. Zelo dober, kajti to pomeni, da vsak delavec, operativni delavec, sleherni delavec točno ve koncem dneva, koliko je zaslužil. Ob fiksni plači, ki sicer pripada, se ta gibanje, koliko je zaslužil, lahko giblje 25% gor in 25% seveda tudi navzdol. In to ne po presoji šefa, ta mi je bolj všeč, un je pa malo manj priden, pa mi ni všeč, ampak povsem eksaktnih empiričnih podatkov. Koncem meseca se naredi črta, z vsakim delavcem se pogovori, evo, naredil si tokle, tule si bil preko zahtevane norme in ti pripada eksaktno, točno praktično do tolarja, točno gredo ti dodatki, lahko zasluži tudi 25% zraven. In pretežni del delavcev to izkoristi. Poslovna praksa nam kaže, da so trgi vse bolj zahtevni, vse bolj se segmentirajo, vse bolj stranke zahtevajo specifične storitve, seveda, ki podpirajo njihove lastne razvojne strategije. Kako ste se v teh novih pogojih in v okviru nove razvojne zgodbe vi opredelili oziroma kakšne so vaše izkušnje? Po analizi trga, predvsem potencialnega trga, smo kaj hitro ugotovili, da mi nismo sposobni konkurirati velikim. So v Sloveniji velika domača in tuja špediterska podjetja, skladiščna podjetja, transportna podjetja, kateri mi niti slučajno ne moremo konkurirati. Po analizi trga smo ugotovili tudi, da imamo svoje prednosti, da imamo potencialne prednosti, da smo lepo pozicionirani, da imamo blagovno znamko, ki je veliko vredna. BTC Logističen center je blagovna znamka, ki je od nekdaj zadnjih 50 let nekaj pomenila. Ugotovili smo pa tudi, katere so tiste tržne niše, kateri so tisti potencialni partnerji, ki jih lahko pridobimo. Prej ste omenili informacijsko tehnologijo, gotovo vam pri tem pomaga tudi modernizacija poslovanja. Ja, s tem smo naredili ogromni korak naprej. To nam prizna konkurenca, to nam priznajo poslovni, sedanji in bodoči poslovni partnerji. Je pa vendarle, to je samo podpora. Vse ostalo je, to je v bistvu, jaz tako gledam, to je orodje za dobro, normalno delo. In ni neka prednost, da ravno zaradi informacijske tehnologije smo tisti, ki smo boljši. Spravi je bolj vstopni, ne pa zmagovalni faktor. Tako je, vstopni je velik, zmagovalni pa niti slučajno ni. So pa ljudje. So pa ljudje.